Evropska komisija je objavila raziskavo Eurobarometer ter o pričakovanjih evropskih državljanov glede evropskih volitev maja 2019 in razlogih, ki bi jih spodbudili glasovanju. Več o tem pa nam bo predstavil vodja informacijske točke Europe Direct Pomurje, Dejan Bogdan. Dejan, lepo pozdravljen. Kaj bi torej volivce spodbudilo, da bi se udeležili evropskih volitev? Zdaj, glede na rezultate ankete in govorim tako na evropski ravni kot za samo Slovenijo, nekako anketiranci izpostavljajo, da bi se v večji meri udeležili volitev oziroma bi nekako bili bolj motivirani, če bi imeli več informacij o tem, kako Evropska unija vpliva na naše vsakdanje življenja. Prav tako pa je zanimiv podatek, da so anketiranci tudi dejali, da bi jih temu pritegnilo tudi dejstvo, če bi na volitvah kandidiralo več mladih. Če se ne motim, pa je sedaj na voljo tudi platforma, kjer lahko državljani izvemo več o vplivu Evropske unije na naše vsakdanje življenje. Ja, tako je. Prejšnji teden ravno je bila predstavljena spletna platforma, kaj Evropa počne zame, in to je res eno zelo pomembno orodje v okviru prizadevanj Evropske unije, da se približa svojim državljanom. Če na kratko orišem zadevo, nekako razdeljena na 3 poglavja. Recimo v poglavju v moji regiji lahko, ne vem, vsak uporabnik izve, kako je Evropska unija prisotna ravno v njegovi regiji ali pa tudi v kateri drugi, recimo to so razni projekti, ki so bili sofinancirani z evropskimi sredstvi. Prav tako zanimivo je del spletne strani naslovljen v mojem življenju, kajti vsak od nas ima nek interes oziroma se za nekatere stvari zanima in tako lahko izve, kako je Evropska unija ravno na tistem področju dejavna. Recimo, ne vem, če nas zanima šport, lahko izvemo, kaj počne Evropska unija na področju športa. Pa še tisto mogoče zadnje poglavje v žarišču, ki pa nekako govori o različnih evropskih politikah. Zdaj, če se vrnemo na to raziskavo Eurobarometer, so volivci izpostavili tudi nekaj zadev, kjer pred volitvami izražajo določene zaskrbljenosti oziroma določeno zaskrbljenost. Ja, drži. Kar se tiče teh skrbi oziroma zaskrbljenosti, nekako izrazili so skrb pred morebitnimi kibernetskimi napadi. Prav tako jih skrbi, če bi se mogoče kakšna tuja sila vmešala v evropske volitve. Ni pa zanemarljiv tudi podatek, da izražajo skrb nad tem, da osebni podatki, ki jih puščamo na spletu oziroma na kakih družbenih omrežjih, da bi se ti podatki potem uporabili za politično usmerjena sporočila. Bi pa hkrati tako izpostavil, da vse te navedene zadeve oziroma skrb, ki so izrazili anketiranci na vseh teh področjih, Evropska unija je ukrepa in bo ukrepala tudi v prihodnje, da bo res zagotovila, da bodo volitve potekale nemoteno. Bi morala za konec še kaj izpostaviti? Ja, eni od prejšnjih oddaj sem izpostavil spletno platformo Tokrat grem volit. Še enkrat bi izpostavil za vse tiste gledalke in gledalce, ki jih res zanimajo evropske volitve, da se tudi lahko sami aktivno vključijo v promocijo evropskih volitev z vpisom na to spletno platformo. Prav tako bodo potem tudi redno dobivali informacije o aktualnih dogajanjih na ravni Unije. Dejan, hvala za ta pojasnila. Hvala za vabilo.